zmage, pa poraza, pa trdega dela, pa odrekanja, pa poškodbe, pa tega, da po njej vstaneš, pa se ponovno boriš, pa je težko, pa se trudiš. Starši so tisti, ki otrokom zaradi ljubezni, ki jo imajo do njih, odrekanja, finančnih prispevkov in tako naprej, omogočajo, da se s tem razvijajo, da živijo šport in da postanejo bodisi uspešni športniki, uspešni ljudje. Deset let izjemnih zgodb. Zgodbo mladih, ki pogumno stopajo na športno pot. O premagovanju strahu, o vztrajnosti, o prijateljstvi, o tem, kako šport oblikuje značaj in vrednote. S projektom NLB Šport mladim podpiramo več kot 10.000 mladih športnikov iz vse Slovenije, ker vemo, da šport ni le igra, je šola za življenje. Mladim stojimo ob strani, ko padejo in se poberejo, ko presežejo meje in začnejo verjeti v svoje sanje. NLB Šport mladim, ker verjamemo, da če lahko uspe le enemu, je vredno podpirati vse. Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Metro Minutke. Danes je z mano Andrej Krajner, direktor blagovne znamke in komuniciranja pri NLB. Danes bova govorila predvsem o vašem, se pravi NLB-evem projektu Šport mladim, s katerim mlade športnike podpirate že 10 let. In mogoče za začetek, zakaj prav šport, ne? Ker pri NLB šport dokaj izdatno podpirate tudi pri drugih projektih, kar pomeni, da ima za vas nek poseben pomen. Ja, šport absolutno. NLB je, bi rekel, daleč največji podpornik slovenskega športa, pa ne samo slovenskega. NLB skupina je prisotna v 7 državah in povsod, kjer smo prisotni, intenzivno podpiramo šport. Razlogov za to je več. Seveda so to tudi emocionalni, čustveni razlogi, tudi razlogi tega, da tisti, ki o tem odločamo, smo ljubitelji, v to verjamemo in nekako živimo te vrednote. Ni pa samo to, razlog je tudi zelo pragmatičen. 2 pomembna elementa bi naštel, zaradi katerih smo se od vseh možnosti odločili tudi za šport, ali pa celo predvsem za šport, ne pa ekskluzivno šport. Prvi je, da delamo in živimo na teritoriju, ki ima šport rad. Nekako nam je to v genih napisano, se mi zdi. Ga zelo spremljamo, smo zelo športno aktivni in NLB ima relativno zahtevno zgodovino, zadnja leta so super, bila pa so tudi obdobja, ko je bil NLB v slabši kondiciji in ta odmev tega reševanja tega podjetja, te banke pred leti je pogost še vedno v družbi in upravičeno, absolutno. In jaz rad dam eno analogijo, slišala se bo mogoče malenkost provokativno, je pa čista resnica. Nekaj let nazaj, 2 let nazaj, ko so bile v Sloveniji poplave, je bila NLB daleč največji donator tako občinam kot državi o pomoči po poplavah. Skupaj smo namenili pomoči po poplavah 10 milijonov evrov in tako je bilo zelo zanimivo, ob vsaki donaciji je bila refleksen komentar, ki smo ga videli v javnosti, v komentarjih, v državnih omrežjih in podobno, zakaj ne več. Daš milijon, pa je reakcija, zakaj ne 2. Pa daš 2, pa je reakcija, zakaj ne 4. Ne? Ali pa reakcija očitki iz preteklosti in tako naprej. Skratka, izkazalo se je, da je šport teritorij, kjer skoraj da ni negativnih komentarjev. Ljudje to razumejo, ljudje to cenijo in imajo to radi. No, drugi element je pa seveda čist, da je reči trženski. Ne, šport ima velik doseg, jaz vendarle delam v marketingu in logično, da iščemo priložnosti, kjer našo blagovno znamko lahko ustrezno promoviramo in to je na nek način zelo dober substitut oglaševanju, ki vemo, da imamo do njega precej velik filter razvit. Res je, ja. Za tiste, ki s projektom niso seznanjeni, lahko mogoče na kratko opiševa, zakaj gre. Se pravi, čeprav razumem, ne samo za podporo športnim klubom in športnikom, ampak tudi za finančno pismenost in tako dalje.
Ja, gre v bistvu za zelo plemenit projekt. Jaz velikokrat rečem in to mislim res iskreno, da je to daleč najljubši, najlepši, najbolj poven projekt, ki ga NLB izvaja, tudi, torej ne samo v Sloveniji, zdaj že na vseh trgih, kjer smo prisotni. To je projekt, ki se je rodil zelo sramežljivo 10 let nazaj, zelo počasi, nismo točno vedeli, veliko smo tudi pivotirali, se učili, kako pravzaprav ga narediti. Kar je bila naša želja je, dajmo tistim, ki to res rabijo, dajmo tistim, ki jim pomenijo veliko relativno majhni zneski, dajmo tistim, ki to počnejo iz ljubezni do športa, ne tistih nujno, ki delajo profesionalne športnike, ki bodo nekoč Luki Dončići, ampak tisti, ki tako kot sem jaz, tako kot smo večina nas, ki imamo pač otroke, ki vemo, da je dobro, da se za njih da se malo gibajo. To je pomoč večinoma ljudem, ki pomagajo športnim klubom v prostem času, v okviru šole, to so hišniki, učitelji, dajmo nekaj, kar ni skoncentrirano v glavno mesto. Iz teh nekih vidikov ven se je rodil projekt Šport mladim in je potem z leti rastel, zato ker je bil tako uspešen, ker je bil tako lep, ker se je doživljal tako lepe, pozitivne komentarje strani otrok in strani tistih, ki klube vodijo. Ampak čisto nominalno gre pa za podporo, finančno podporo, skozi sponzorstva klubom, manjšim klubom, ki izvajajo športne programe za otroke. Oni se prijavijo na razpis, ki se opada približno z začetkom šolskega leta. Komisija pri nas zbere število klubov glede na razpoložljiva sredstva in skratka, podpiramo v 3 različnih zneskovnih, dajmo reči small, medium, large, in je to nekaj, kjer ne želimo nazaj marketinškega učinka, to je eno od redkih projektov, sponzorskih projektov, kjer ni namen trženjski učinek, ne prodajamo, ne želimo promocije brenda ali ne vem česa, ampak je to nekaj, kar je res pristna podpora in želimo dati več kot zgolj denar, želimo tudi opolnomočiti z veščinami, kako boljše upravljati klube. Mi smo sponzorji seveda tudi velikih zvez in tako in želimo ustvariti skozi akademijo ta most med tem, kaj lahko. Zadnjič smo recimo imeli predstavnika UEFA, ki je predstavnike naših klubov učil recimo, kako delati določene stvari, ali pa smučarske zveze, pa je potem Joško prišel pa je razlagal marketingu in podobno. To je tudi del finančnega opismenjevanja, normalno smo banka, to pomeni, da to si želimo. By the way, finančna pismenost je v Sloveniji obupna in je res pomembno, da otroke te stvari učimo. Tako en tak lep zaokrožen mednaroden projekt, na katerega smo res ponosni. Super. Omenili ste to pomembnost, da se mladi gibajo. Če mogoče to še malo razširim, zakaj se vam zdi pri NLB nasplošno pomembno, da se mladi ukvarjajo s športom? Bom parafraziral našega šefa, nekajkrat je že rekel, pa se mi zdi zelo simpatično, ko to reče. Če bi lahko izbiral, koga bom zaposlil, bi gotovo zaposlil športnika. To je nekdo, ki je vajen zmage, pa poraza, pa trdega dela, pa odrekanja, pa poškodbe, pa tega, da po njej vstaneš, pa se ponovno boriš, pa je težko, pa se trudiš. Navajen si kolegialnega duha, navajen si družbe, klape, prijateljev, s katerimi si v klubu, in z njimi skupaj potuješ, in tako. Naučiš se vztrajnosti, naučiš se borbe. To je nekaj, to so vrednote, to je način življenja, ki je zelo drugačen v resnici od tega, kar danes videvamo v družbi. In jaz mislim, da šport nas nauči tistega drugega, tistega fajta, tistega energije in žara. In to se da zelo, zelo lepo preslikati v posel. S tem, ko podpiraš šport, športnike, otroke, ne zato, da so še enkrat povem Luka Dončići, ampak zato, da so boljši ljudje, ki ustvarjajo uspešnejšo družbo. Ja, to se v bistvu že malo navezuje na moje naslednje vprašanje, vrednota v športu, ki jo najbolj cenite in ki bi se lahko pač preslikala tudi v poslovno okolje. To je verjetno ravno ta neka vztrajnost. Absolutno je to vztrajnost, ta žar, ta borbenost, to, da ni vse lepo, da niso vse lajki, pa da ni vse super, pa ne rata vse sprve, zato, da si ti dober, je odrekanje, je trud, je vztrajnost, je vstajanje zgodaj zjutraj, so tudi porazi, tudi boleče poškodbe. In
to je tisto, kar absolutno ta družba rabi in to rabi tudi posel. Kako je po vaši oceni delati z mladimi danes, pa z mladimi športniki? A so se spremenili načini, kako jih je treba nagovarjati, vključevati? Ja, definitivno se je izrazito spremenila komunikacija do njih. To je, zdaj govorim iz marketinškega stališča, zelo zahtevna ciljna skupina. Ciljna skupina, ki jo je težko jih je poloviti na ustreznih kanalih. Včasih je to bilo enostavnejše, ali pa naših staršev, od nas je to bistveno enostavnejše, vemo, na katerih točkah se nahajamo. Ne. Pri otrocih danes je to bistveno težje. To so globalni državljani, to so ljudje, ki govorijo več jezikov, ki pogosto celo so precej nepismeni v slovenščini, sploh funkcionalni slovenščini, finančni slovenščini, to recimo opažamo. Ne. Mi se moramo njim približati, seveda v njihovem jeziku, ki pa ni poneumljanje, ki pa ni pretirano poenostavljanje na kanalih, kjer so prisotni oni. Pomeni, da je social media tista, ki je v bistvu ključna za komunikacijo z njimi danes, kar je sve za starejše brende ali pa za brende, ki so iz dolgočasnejših industrij, kot bančništvo je pogosto, zahtevnejše kot za kakšne bolj mladostne produkte ali pa industrije. Ampak vendarle, mislim, da smo kar učinkoviti pri temu in ko najdeš ta pravi recept, je pa to na drugi strani najbolj čudovita, najbolj pristna, najbolj nehinavska pod narekovaji ciljna skupina. To je to ciljna skupina, ki ti najbolj transparenten feedback da. Tam točno veš, ali si zadev, ali si falil. In to je ciljna skupina, ki tudi največ vrne. Mi smo pa že kar nekaj leti nazaj, mi smo en od največjih sponzorjev Slovenske nogometne zveze, recimo naredili en ful lušen projekt, ki meni zelo ostal v spominu, kjer smo se z nogometno zvezo za eno od tekem zmenili, da smo zakupili celo tribuno, eno od tribun v Stožicah, kamor smo povabili brezplačno seveda otroke, naše otroke, ki delajo, ki so del projekta Šport mladim. In ta emocija, ki se je videla z te tribune, teh otrok, ki so tam pristno navijali, na sicer tekmi, ki ni bila nujno najbolj elitna, najbolj obiskana in tako naprej, ta pristen žar navijanja za Slovenijo, ta prava emocija, ki se je iz une tribune rodila, je bila neverjetna. To bi sicer bila relativno slabo obiskana tekma, verjetno, to je bilo pred tem velikim uspehom zadnjim, relativno tih bi bil stadion, tako pa je to bila ena čudovita emocija in čudovita energija na račun teh otrok. To je to. Zelo lepo. Kaj pa je po vaše X-faktor za uspeh v športu? Tukaj bi pa šel iz drugega konca. Tukaj bi šel bolj iz osebnega konca. Jaz mislim, da je to ljubezen, podpora, vztrajnost in čas, ki jo dajo starši. Mogoče se to zdaj sliši neobičajno, nenavadno, ampak starši so tisti, ki otrokom zaradi ljubezni, ki jo imajo do njih, odrekanja, finančnih prispevkov in tako naprej, omogočajo, da se s tem razvijajo, da živijo šport in da postanejo bodisi uspešni športniki, uspešni ljudje. Tako da jaz mislim, da na koncu dneva, kakor se to morda sliši smešno, smo to starši, ki v to vlagamo, dajemo svoj čas, svojo energijo, svoja sredstva in s tem verjetno najlepšo možno uslugo delamo svojim otrokom. Zdaj pa, omenili ste že to lepo izkušnjo dela z mladimi. Zdaj me pa zanima v resnici, kaj je pa tista največja oziroma največji dosežek projekta Šport mladim v zadnjih 10 letih, na katerega ste tudi osebno mogoče najbolj ponosni? Selitev v tujino. NLB je velika mednarodna družba. Mogoče marsikdo v Sloveniji ne ve, da smo mi skoraj na vseh trgih, mi smo v 7 državah prisotni in skoraj na vseh trgih smo številka 1, 2 ali 3 med bankami. Smo najuglednejši, eden največjih brendov bančnih in tudi sicer na celotnem teritoriju nekdanje skupne države. Več kot polovica dobička, ki ga NLB skupina ustvari, prihaja izven trgov, izven Slovenije. Zato nam je bilo še posebej pomembno, da poskusimo projekt, ki je v Sloveniji čudovito zaživel, replicirati v države izven Slovenije. In nismo bili ziher. Nismo vedeli, bo tam to funkcioniralo, so ti trgi zreli za to, kako pravzaprav klubi tam živijo, životarijo v resnici marsikje, kakšna je infrastruktura teh klubov, koliko pravzaprav pomoči potrebujejo, v kakšnih zneskih se pogovarjamo. Skratka, veliko stvari smo se mogli naučiti.
Ugotovili pa zelo isto. Seveda so ogromne razlike v razvitosti, o infrastrukturi, o profesionalnosti, o korporativnem upravljanju, marsičem, absolutno. Ampak ta emocija, te vrednote, ta želja, ta ljubezen otrok je pa enaka. In zato sem zelo vesel, da smo uspeli replicirati to, s tem bistveno povečati obseg projekta, ki danes živi v 6 državah poleg Slovenije in je res lep in smo na to ekstremno ponosni in bomo v to absolutno še vlagali tudi naprej.